zadnjem predavanju v tem sklopu pa v našo družbo vabim še gospoda dr. Tomaža Šefa, višjega raziskovalno-razvojnega sodelavca z Inštituta Jožef Štefan. Področja njegovega dela so govorne in jezikovne tehnologije s poudarkom na sintezi slovenskega govora, identifikacija govorcev v forenzične namene, umetna inteligenca, strojno učenje in ambientalna inteligenca s poudarkom na pametnih stavbah in mestih. Je soavtor več člankov v znanstvenih revijah in prispevkov na znanstvenih konferencah. Zasnoval je tudi sistem Govorec in prototip novega sintetizatorja slovenskega govora. Dr. Tomaž Šef bo skupaj z doktorico Jernejo Žganec Gros predstavil obstoječe sisteme govorne sinteze. Izvolite. No, jaz sem si tole predavanje zamislil pač izrazito praktično, tako da bo poudarek pač na teh sistemih, ki pač v Sloveniji obstajajo. Zdaj, za uvod mogoče, če si samo pogledamo to, kar je bilo pač zdaj že pač bolj ali manj videno. V Sloveniji pač obstaja pač več teh raziskovalno-razvojnih skupin, ki delajo pač na sami sintezi govora. Tukaj velja pač omeniti dve podjetji, to sta Alpineon in Amebis. Oba ste že spoznali predstavnika teh podjetij, danes tukaj. Potem je tukaj Fakulteta za elektrotehniko, tam sem študiral jaz, pa Jerneja veliko sodeluje z njimi. Potem imamo tukaj Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki ste lahko slišali na začetku v uvodnem predavanju profesorja Kačiča. Ko imamo tukaj pa Inštitut Jožef Štefan, kjer prihajam jaz. Zdaj, kar se pa tiče samih komercialnih sintetizatorjev, imamo pa predvsem dva komercialna sintetizatorja, ki sta pač, tukaj sta sintetizator Amebisov Govorec in pa Proteus DTS. Zdaj, mogoče naredim najprej jaz samo en tak uvod pač v te sintetizatorje. Oba dva sintetizatorja temeljita bolj ali manj na isti tehnologiji, imata podobno zasnovo, temeljita na sintezi govora na osnovi predposnetih govornih enot, ki so razmeroma kratki, tukaj pač predvsem temeljita na difonih, se pravi, v njih niso uporabljeni še vsi te pristopi na podlagi večjih korpusov, ki smo jih slišali zdaj in tako naprej. Zametki razvoja teh obeh sintetizatorjev segajo nazaj, 20 let nazaj v leto 1995, ko smo še skupaj razvijali te sintetizatorje in tako naprej. In v bistvu od takrat nekih prav velikih sprememb na samem tem akustičnem področju niti ni bilo. Veliko je bilo podelanega na teh višenivojskih področjih, ki ste zdaj slišali tudi v predhodnem predavanju, kot je samo naglaševanje za slovenski govor, besedna, stavčna, pomenska analiza in podobno. Zdaj seveda se je delalo tudi nekaj na pač teh večjih korpusih, kar si bomo videli potem primer enega takega demo posnetka nekih teh laboratorijskih sintetizatorjev govora oziroma tega, kar delamo, kar bomo pač tudi videli v nadaljevanju. Mogoče to, kar bi še povedal o teh sintetizatorjih, pač značilno je pač, da sta oba sintetizatorja kompatibilna z Microsoft SpeechAPI-jem, to se pravi, da delata normalno v okoljih Windows, ne. Oba dva imata tudi neko strežniško različico, ki je namenjena pač bolj zahtevnim, hkratnim dostopom in tako naprej. Tukaj vidimo Proteus je na voljo tudi v neki bolj kompaktni različici, nekaj je že povedala o algoritmih, ki to krčijo in tako naprej. Ampak mogoče bomo pač vsakem od teh sintetizatorjev pač slišali zdaj v nadaljevanju. Tako da prvi tak, ki bi si ga pogledali, je pač ta Proteus, ki bi povabil Jernejo, da pač pove nekaj o tem. Jaz bom na hitro predstavila Proteus, ki se razvija v okviru naše raziskovalne skupine na podjetju Alpineon. Malo bomo skupaj sodelovali, pa že to malo kar tako govorim, ja, se že prevajam. Naša raziskovalna skupina vključuje med drugim tudi 7 doktorjev znanosti, od tega so 4 bodisi doktorirali, pa magistrirali prav z področja govornih tehnologij. Zdaj, kot je že Tomaž tudi omenil, zdaj sama so v zadnjem času zelo zaznani trendi tudi selitve
govornih tehnologij na prenosne naprave, kjer pa se moramo zavedati omejene procesorske moči in samih procesorskih zmogljivosti. Zdaj v naši raziskovalni skupini se ukvarjamo z vsemi stebri govornih tehnologij, ki so tukaj našteti, pri čemer smo trenutno manj aktivni na prepoznavanju govora, zelo močno zastopani na avtentikaciji govorca, naprimer na lanskem iVector Challengeu smo dosegli 4. mesto, na ICB-u 2013 smo celo zmagali v kategoriji prepoznavanja govorcev, to je bilo neko biometrično tekmovanje v Madridu, zmagali smo tudi v kategoriji prepoznavanja obrazov, tako imamo en zelo zanimiv večmodalni sistem za ponuditi. No, zdaj bom pa nehala o tem, bom pa začela govoriti o sintezi govora, ki jo razvijamo prvenstveno glede na kakovost, kakršna je za uporabnike s posebnimi potrebami. To so primarni uporabniki te tehnologije. Zdaj z rumeno je označeno nekje sam redosled tega našega sintetizatorja govora, kako se je postopoma razvijal od začetne difonske različice do korpusne različice Proteus, ki ne vsebuje še pravega naravnega govornega korpusa oziroma temelji na njem, ampak vendarle temelji na bistveno večjem korpusu, kot so to zgolj difoni. In v zadnjem letu oziroma v prejšnjem letu smo v okviru mednarodnega projekta ALICE razvili tudi eno različico sinteze govora za Android, ki jo zdaj še pakiramo v produkt in upam, da jo bomo v kratkem še pred poletjem lahko tudi ponudili uporabnikom. Zdaj sam sistem je že kot Tomaž prej opisal podoben Amebisovemu govorcu. Mogoče kaj ga odlikuje, je zelo hiter ta sintetizator govora, na en tak normalnem računalniku dosegamo 400-kratni realni čas, zelo hitro odziven, kar so bile posebne zahteve od določenih komercialnih strank. Imamo od ene uporabniške do zmogljive strežniške različice. Sama uporaba za slepe in slabovidne pa je namenjena kot sintetizator govora, je namenjen kot podporna tehnologija za bralnike zaslona, za povečevalnike zaslona in za raznovrstne namenske aplikacije. Sintetizator govora smo uspešno vključili tudi v 2 aplikaciji od telekomunikacijskega operaterja, in sicer glasovni SMS ter glasovno e-pošto na Mobitelu Slovenije oziroma zdajšnjem Telekomu. Zdaj ta samodejni bralnik e-pošte omogoča, ne gre samo za sintezo govora, ampak za celotno aplikacijo, na katero lahko uporabnik pokliče po telefonu, se na podlagi njegovih prednastavljenih nastavitev aplikacija poveže na njegov poštni strežnik, poišče nova sporočila, na njih jih prebere, ugotovi jezik, v katerem je besedilo napisano, in potem prebere v ustreznem jeziku samo sporočilo. Imam tukaj zdaj eno demonstracijo. No, jaz ta sistem kar dostikrat uporabljam, recimo, ko sem v avtu, pa želim preposlušati sporočila, pa je to tak zelo učinkovit način, da medtem, ko so oči zasedene z enim drugim opravilom, lahko poslušam. Potem nadalje aplikacija glasovni SMS omogoča, da
Aplikacija glasovni SMS pa omogoča, da pošljemo enemu uporabniku SMS sporočilo in hkrati v SMS-u sporočimo še telefonsko številko, na kateri naj se to sporočilo predvaja. Naš sistem potem pokliče tisto telefonsko številko in prebere sporočilo. Potem zdaj ponavljanje. Potem omogočamo tudi branje spletnih strani, naprimer za občino Trbovlje smo naredili eno tako prezentacijo. Zdaj, da ne bom predolga, sintetizator govora Protos je bil uporabljen še v raznih drugih zvočnih upodobitvah, bodisi spletnih mest, bodisi raznih slovarskih entitet, kot naprimer v e-slovarju, v klicnih centrih, v glasovno vodenih skladiščih in tako naprej. Zdaj, kot ste slišali, ta govor je daleč od naravnosti sintetičnega govora za tuje jezike, kot je pred Zdravko pokazal primere. Je sicer jasen, razumljiv in takoč, tako da omogoča sprejemanje informacij, ki so posredovane v pisanem besedilu, je pa daleč od naravnosti. Tako da naši načrti za prihodnost so zagotovo naravnost sinteze govora, dodajanje ženskih glasov, tudi kar zaenkrat vsi obstoječi sintetizatorji govora z slovenščino, ki so na voljo, vključujejo zgolj moške glasove, kar je lahko zelo nerodno, kar bi kdo si želel pa kaj tudi poslušati z ženskim glasom. No, zato so čisto neki taki osnovni razlogi, ker na začetku, ko smo te sinteze razvijali, je treba priznati, da v moškem glasu, ki je nižji, je dosti lažje zakamuflirati tudi kakšne napake, medtem ko ženski glasovi, ki so inherentno višji, se pa vsaka napaka dosti bolj odrazi. Tako bi bila lahko še toliko bolj moteča. Tako da to je razlog, zakaj so zaenkrat na voljo samo moški glasovi. In seveda in nove aplikacije, nove platforme, to pa bomo, upam, da v prihodnje imeli možnost razviti v kakšnem širšem konzorciju. Zdaj sam še na hitro mogoče naše razvojno-raziskovalno delo na vseh teh področjih, ki sem jih naštela, tako z področja govornih in slikovnih tehnologij, je vključeno vpeto tudi v mednarodni kontekst, sodelujemo tako v NATO-vih delovnih skupinah z področja govornih tehnologij, KOST skupinah, smo vodja enega Eureka projekta, vključeni pa smo bili tudi v AL projekt Alice, o katerem bomo danes še slišali v nadaljevanju. Tako da toliko jaz enkrat. Dobro, zdaj bom jaz še nakratko predstavil tale Amebisov govorec, v bistvu, ki je nastal kot plod sodelovanja Inštituta Jožef Štefan pa podjetja Amebis, pa me bo mogoče potem Mira iz Amebisa dopolnil. Jaz se niti ne bi ponavljal pri vseh teh aplikacijah in pri tem mogoče samo tiste osnovne stvari, ki so ta sintetizator ima dva glasova, ravno tako delač od tega, da bi bila naravna oziroma karkoli, še vedno temelji na tisti prvi difonski sintezi, ki smo takrat slišali, da je bila na začetku. Uporablja se v različnih aplikacijah, recimo kot pri e-upravi, na RTV ga uporabljajo, na multimedijskem centru. Potem so bili narejeni razni agenti, recimo potem neki virtualni asistenti za občine ga uporabljajo in podobno. Ampak to niti tako kot zanimivost mogoče uporabljeno, ni bilo tudi v enem umetniškem projektu nekega robota, ki ste ga mogoče videli v nakupovalnih centrih, to je bil ta Žicar, v bistvu kot nek tak socialni projekt Saše Sedlačkega. Drugače pa mogoče bi jaz predlagal, da slišimo tukaj en tak primer sinteze govora, ki je bila narejena za posredovanje novic o prostih delovnih mestih. Nedoločen čas, ostali pogoji, bivališče v Mariboru, poskusno delo 3 mesece, zaželjene osnove računalništva, pošljite prošnjo, RKDU Ljubljana, Liška cesta 4, Ljubljana. To je bila samo neka informacija o prostem delovnem mestu, začetka niti nismo slišali, kaj je bil. Pa mogoče tukaj še zato
vam bom dal en primer v bistvu tega govorca, zato da bomo pa lahko primerjali s temi novimi stvarmi, ki jih delamo, nek tekst, ki je enak. Drago, moj ime je Matej Govorec. Sem prototip sintetizatorja slovenskega govora, znam črkovati, znam brati rimska števila ali brati števila v besedilu, znam tudi spreminjati hitrost govora, tudi s tonom se lahko poigram, z znamkom za tišino lahko končni uporabnik med govor ustavlja premore do dolžine 65.536 milisekundan. Tudi glasnost mojega govora lahko nastavljate z uporabo zaznamkov XML. Kot vidite, pač tukaj kvaliteta naravnost je zelo omejena in tako naprej. Ne bom ponavljal, pač, da so tudi tukaj v ozadju pač neki zelo obsežni slovarji, ki naglašujejo in tako naprej, vendar njihovega vpliva niti ne morete zaznati, ker je sam ta končni modul, v bistvu, ki generira sam ta govorni signal toliko slab, v bistvu, da tisto ne pride do izraza. Tukaj v ozadju je recimo Amebisov slovar, ki ima preko 7 milijonov različnih besednih oblik. Zadaj je besedna, stavčna, pomenska analiza, ampak vse to pač ob slabem tem končni kvaliteti končnega modula, ki je pa sorazmerno zelo stara tehnologija, pač ne pride do izraza. Tako da tukaj bi potem predstavil mogoče zdaj za primerjavo pač nek novi prototip, ki smo ga pač delali, kjer raziskujemo in ki upamo, da ga bomo potem do konca lahko pripeljali skupaj v bistvu. Mogoče dam zdaj primer istega tega govora, ki ste ga zdajle poslušali, še mogoče tukaj. Treba je vedeti, da to še ni sintetizator govora, ki bi bil narejen v bistvu. Tukaj smo mi samo označili nek glas, v bistvu, nek govorni korpus. V zadju ni še nobenih algoritmov, ki bi bili kaj bolj sofisticirani, ki bi karkoli naredili. Prikazuje zgolj osnovno jemanje pač teh govornih enot iz korpusa, brez neke obdelave še, ki še ni narejena ali pa česarkoli. Zgolj za primerjavo, da vidite, kako lahko pač nek tak večji korpus ali pa drug pristop izboljša kvaliteto govora, recimo. Zdravo, moje ime je Matej Govorec, sem prototip sintetizatorja slovenskega govora. Znam črkovati, znam brati rimska števila ali brati števila v besedilu, znam tudi spreminjati hitrost govora. Tudi s tonom se lahko poigram, z zaznamkom za tišino lahko končni uporabnik med govor ustavlja premori do dolžine 65.536 milisekund. Tudi glasnost mojega govora lahko nastavljate z uporabo zaznamkov XML. Tukaj se vidite, gre za popolnoma identičen sintetizator, vsi zgornji moduli so popolnoma identični, kot ste jih prej slišali v govorcu, samo glas, tisti glas, ki ga damo, večji govorni korpus je v ozadju in se tako to spremeni. Vsa tehnologija je pa popolnoma ista, pri čemer treba povedati, da tukaj noter ni še nobenega algoritma narejenega, ki bi kakorkoli skušal izboljšati ta glas, nobenega sofisticiranega algoritma, da bi znal res v polnosti izkoristiti ta korpus govorni v bistvu. Tukaj zadaj je tako preprost algoritem, da enostavno skupaj lepi besede, ki imajo čim bolj podobno frekvenco, ki si sledi. V bistvu nobene izbire najboljših govornih enot ni še v ozadju, nič v bistvu, vse to se da še izboljšati. To je zgolj nek prototip v bistvu osnovni, da se je pač prikazal ta zmogljivost tega novega govornega korpusa, ki smo ga označili. Zdaj mogoče povem pač, kakšna je ta razlika v tem korpusu. Če vzamemo, tam smo imeli posnetih 1200 difonov, to je 1200 glasov pri govorcu in to je vse. Vsak stavek smo lahko sintetizirali natančno na en sam način in nismo imeli nobene možnosti izbiranja nič. Tukaj imamo posnetih med 4 do 5 tisoč stavkov, ki so bili posneti pač na RTV Slovenija v laboratoriju. Profesor Kačič, pri njih so nam ga pomagali avtomatsko označati, potem so študenti to stvar še približno 1 leto popravljali te oznake oziroma jih ročno popravljali, pri čemer zdaj v tem primeru teh oznak popravljenih niti nismo uporabljali, ker je algoritem tako preprost v bistvu, da tega niti še ni izkoriščal, vsega tega, kar smo delali. Tukaj si lahko predstavljate, da je v ozadju cirka več ur, 10 ur teh posnetkov v bistvu, ki pač to končno sintezo potem omogočajo in namesto ene same možne končne izbire imamo tukaj več milijonov možnosti, na katerih lahko en tak stavek sintetiziramo v bistvu. Kako dobro bomo ta korpus znali izkoristiti, pa v bistvu odvisno od teh algoritmov, ki pa še pridejo na to, to se pravi, kvaliteta se lahko pač potem ustrezno pač tudi izboljša. To je pač neka ta demonstracija. Mogoče dam še kakšen tak primer, še neke novice tukaj, ki jo imamo.
Ameriški predsednik George Bush, ki se sooča z upadanjem javnomnenjske podpore zaradi politike Iraka, je pozval Američane, naj bodo potrpežljivi, in hkrati zavrnil pozive po umiku ameriške vojske. Američanom je še dejal, da je bolje, da se s terorizmom spopadajo na tujem kot doma. Recimo pa mogoče tudi še ena slovenska novica, kaj želite vam. S tem je bil za prvega evropskega komisarja iz Slovenije potrjen Janez Potočnik, nekdanji vodja pogajalcev z EU in nekdanji minister za evropske zadeve. Recimo, potem imamo pa tukaj ženski glas, ta glas bom dal samo, ta ni bil čist nič pač obdelan, nič pregledan, je zelo čist v surovi obliki, zato je bistveno slabši od tega, ga pa pač predvajam, pač tako da si pač predstavljate, ni bilo nič popravljeno ali karkoli v samem korpusu in tako naprej, ampak mogoče glih tako ker je pač prvi ženski glas, kot smo slišali, ki ga do zdaj še ni bilo, a ne. Ženski glas je vedno nekoliko slabši kot moški, ampak vsem ga poslušajmo. Morate pa razumeti, da to ni niti približno ni sintetiziran. Morate pa upoštevati, da to ni sintetizator v bistvu tak, kot bi bil v končni obliki ali karkoli, brez vseh algoritmov, brez popravkov, niti ni obdelan še. To je zgolj prva demo verzija pač tega korpusa, ki ga pač tako predstavljamo lahko, ne, tukaj. Francoska policija je sledila avtomobilu, ki sta ga ukradla osumljenca pokola v Parizu. V pregonu so odjeknili streli. Zdaj sta se zaprla v neko stavbo nekega podjetja. Zajela naj bi enega talca. Umreti želita kot poučenika. Tukaj ste pač slišali, ne vem, če ste prepoznali zgori, pač prvi glas je Renata Horvat, druga je pa Maja Mol, v bistvu. To smo pač snemali približno pol leta pač na RTV, v bistvu te glasove, bilo kar zabavno, v bistvu. Tudi nisem omenil mogoče, kako se do tazga glasu pride, tukaj ne gre enostavno kar za neko besedilo, ki se posname, ampak smo prej eno leto skoraj statistično obdelali praktično vsa besedila, ki so bila kdajkoli objavljena v slovenskem jeziku v elektronski obliki, tako da je bil ta korpus čim bolj fonetično uravnotežen, da so vsi glasovi noter približno enakomerno zajeti, da imamo nek tak čim bolj bogate možnosti, ker če bi kar navadne stavke, ki bi se jih zmiselni sintetizirali, bi predvsem najbolj pogoste foneme zajeli in to ne bi dali pač pravega rezultata. Dobro, toliko o tem, vse o tem lahko potem še pač govorimo ali pa kar koliko bo. Jaz bi mogoče tukaj zdaj samo še predstavil še ena stvar, to so pa mogoče prosto dostopni sistemi, ki jih mogoče še poznate, pač tam ste imeli komercialne sintetizatorje, tukaj so pač brezplačni, tukaj je bil en projekt e-govorec v bistvu. Gre predvsem za neko strežniško aplikacijo, ki je bila namenjena temu, da bi lahko razvijalci različnih aplikacij pač v demo namene preizkušali sintezo govora in jo vključevali v svoje izdelke, v bistvu noter, bile so tudi narejene pač demo aplikacije za delo na mobilnih platformah, pač samo s tem, da pač smo prikazali možnost tega predvajanja govora na teh mobilnih platformah. Potem pa mogoče tukaj predstavljam še čist nek tekoči projekt, ki se bo pa zaključil konec septembra letošnjega leta. V okviru tega projekta bodo pa narejeni vmesniki za vse mobilne aplikacije, se pravi za Android, za Microsoft Phone, nekaj bo narejeno tudi za iPhone, pri čemer je treba povedati pač, da je Apple operacijski sistem bistveno bolj zaprt, tako da za Android bo sintetizator vključen na ravni operacijskega sistema v sam sintetizator, to se pravi, da bodo delale vse funkcije, ki jih imate, lahko potem tudi demonstriram, imam tam že pač demo verzijo tega na telefonu gor, se pravi, vam zna brati vse menije, poljubno aplikacijo lahko uporabljate na Androidnem telefonu, lahko berete PDF dokumente, Wordove dokumente z programi, ki omogočajo samo pregledovanje in tako naprej. Tako da nimate nobenih omejitev, pač popolnoma enako kot katerkoli drug sintetizator, tisti, ki je vgrajen že na samem telefonu od Googla ali pa, jaz imam gor še Samsungov sintetizator, pa ta naš. Ta sintetizator tudi prinaša na mobilne telefone, recimo Microsoftove sintetizatorje gor, sicer ne vem, če bodo potem ustali zaradi avtorskih pravic, ampak trenutno so pač tudi vsi glasovi od Microsofta, angleški in tako naprej gor, lahko bi jih tudi dodali poljubne. Kot sem rekel, za Windows Phone bo ravno tako podpora na ravni operacijskega sistema, medtem ko bo za iPhone, tam pa žal ne moramo narediti zaenkrat na ravni operacijskega sistema, sicer vodimo neke pogovore v zvezi s tem, da bi mogoče vsem lahko to uspeli nekje skozi stranska vrata noter, ampak
predpogoj za to, da to lahko zaživi, pa da bi to tja gor prišlo, pa je, da dobimo pač tak kvaliteten sintetizator, v bistvu vse tako, kot ste potem slišali tam, a ne, da bomo to lahko noter. So neke možnosti, ki smo jih že proučili, da bi tudi tam šlo, ampak je pa res predpogoj, da je v bistvu pač sinteza govora saj približno taka, kot je. No. Jaz tukaj mogoče niti nisem več nekaj prav hudega pripravil, zdaj, če koga zanimam, mu lahko demonstriram na mobilnem telefonu pač to aplikacijo, lahko se pogovorimo pač o tistem gor, lahko Jerneja še kaj pove, ali pa Mira, če imate kaj za dopolniti. Hotel sem pač samo prikazati v bistvu pač te stare verzije sintetizatorja, ki ste slišali, pač nek prototip, pri čemer morate se zavedati, da to še delač od tega, da bi bil to končna verzija kakšnega sintetizatorja. Pa tukaj pač prosto to je pač v bistvu to, kar zdaj obstaja. Drugače pa poznate še tisti ESPIK, ki je tudi v slovenščini, še v bistvu tega nisem dal gor, ampak ker ga ne delamo, oziroma je že Jerneja omenila nekaj. To je to pač, kar sem jaz hotel povedati.